Vabim pa še tretjo raziskovalko, ki bo predstavila svoje delo in je podobno kot Katarina, nekdo, ki si že za vrsto let in ne kar zdaj nenadoma, odkar imamo to epidemijo, ukvarja z zdravjem in zgodovino medicine. In to je znanstvena sodelavka Znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru, Urška Bratož, in predajam ti besedo. Tako, najlepša hvala za besedo. No, v tem prispevku bi nekako rada opozorila na celostno historiografsko obravnavo zdravstvenih kriz, in sicer nekako na primeru primorskega prostora v zadnjih desetletjih 19. stoletja, pri čemer se bi osredotočila posebej na urbani prostor, ki je bil v času hitre modernizacije in industrializacije postavljen pred posebne izzive. Zlasti je tukaj seveda zaradi svoje velikosti izstopal Trst. Čeprav je ta pojem zdravstvene krize dokaj ohlapen, lahko morda izhajamo iz opredelitve, da gre za neko težavno situacijo, ki prizadene oziroma ogrozi zdravje ene ali več skupnosti. No, običajno zdravstvene krize povezujemo z izbruhi epidemij. Kaj so bile akutne zdravstvene krize v obdobju, ki nas zanima, lahko vidimo na tem primeru Trsta. Gre za obolele v primerih epidemij KOS in pa kolere, vendar pa zdravstveni izzivi tega časa seveda niso bili samo tu. Posebej z rastjo mest, kakršen je bil Trst, so se problemi, ki so zadevali zdravje njihovih prebivalcev, poglabljali in širili, od slabih bivanjskih pogojev, tesno ob boku z revščino, do še vedno izrazito velike otroške umrljivosti, od različnih nalezljivih in drugih bolezni, za katere še ni bilo dovolj medicinskega znanja, na drugi strani pa do obstoječe strukture avstrijskega zdravstvenega sistema, ki je bil še vedno tesno povezan zgolj z nekimi socialnimi mehanizmi in ne nazadnje do še precej razširjenega nezaupanja v medicino kot znanost, ki je pogosto imelo za posledico neustrezno preventivno in kurativno ravnanje. O tem smo tudi nekaj že slišali danes. Ravno zato je ob raziskovanju zdravstvenih kriz nemogoče ločeno obravnavati vse naštete in seveda tudi druge družbene problematike, ki zahtevajo tudi vpeljavo nekako dodatnih analitičnih kategorij v raziskovanje oziroma usporejanje različnih sočasnih, tudi dolgotrajnih družbenih kriz, ki so bile tesno povezane s temi akutnimi izbruhi izrednih zdravstvenih razmer. No, pri teh analitičnih oseh je smiselno izpostaviti recimo kategorijo starosti, kajti tako otroci kot starostniki so spadali med prav posebej ranljive družbene skupine v zdravstvenem smislu in seveda ena od teh je tudi socialna komponenta. Pri drugem vidiku pa v ospredje stopajo zlasti ekonomske krize, ki so v večini primerov privedle do večjih izrednih zdravstvenih kriz, recimo lakote, ki jim potem hitro sledijo tudi epidemije ali pa zaporedje več različnih epidemij in podobno. Čeprav v obravnavanem času povezava med vsemi omenjenimi elementi, zlasti strani pristojnih odločevalcev, ni bila vedno prepoznana ali pa je bila samo v manjši meri, je ob opazovanju teh vprašanj nujno treba pogledati celoto in pomembno se na nek način zdi naslavljanje vsaj teh vprašanj oziroma vsebinskih sklopov, ki so tukaj navedeni. Na eni strani ranljivost določenih skupin, tako medicinsko-biološka kot socialna in tako naprej, potem zdravstveni sistem in pa odnos do medicine in zdravja. Torej, ranljivost v sodobni medicinski antropologiji je običajno razumljena relacijsko, torej ne kot neka fiksna lastnost določenih skupin, ampak bolj kot nekaj, kar se tvori v dinamiki med posameznikom in širšim družbenim, kulturnim in pa ekonomskim okoljem. In čeprav je ta pojem dokaj izmuzljiv oziroma večplasten, lahko skozi opazujemo na eni strani socialno ranljivost, na drugi pa biološko, ki je, kot rečeno, povezana v veliki meri tudi s starostno kategorijo. No, dotaknemo se na hitro ranljivih skupin v biološko-medicinskem smislu. Tu bi govorili lahko na primer o otrocih, pa ni nujno, da imamo v mislih samo otroške nalezljive bolezni, tudi nasploh pri infekcijskih boleznih opažamo višjo letaliteto prav pri otrocih, tako pri kozah kot pri koleri in tako naprej. Obenem pa je visoka umrljivost med najmlajšimi otroci do 1 leta starosti, dokazuje v bistvu, da so bili lahko zaradi nekega socialnega tveganja bolj podvrženi smrtim zaradi telesne oslabelosti. Recimo v Kopru je
Umrljivost otrok od 0 do 5 let v 80 letih 19. stoletja se je gibala malo pod 40% vseh smrti, dojenčkov do 1 leta starosti pa približno 23%. Otroška umrljivost v Trstu je bila še vedno zelo visoka, tudi na prehodu v 20. stoletje, recimo v tem prvem triletju od 1900 je med vsemi umrlimi bilo otrok med 0 in 5 let kar dobrih 39%. No, vzroki, ki se pojavljajo pri tem, so na eni strani torej seveda infekcijske oziroma nalezljive bolezni, od otroških, recimo ošpice, škarlatinka, davica, potem pa seveda tudi koze, tifus, bolezni dihal, na drugi strani pa jasno tudi razni zapleti oziroma okužbe pri porodu. Kategorija starosti pa je pomembna jasno tudi pri ostarelih, ne samo pri otrocih. Pri ostarelih se ranljivost pokaže prav med nalezljivimi boleznimi, kjer je letaliteta starostnikov običajno višja kot pri ostalih starostnih skupinah. Zaradi oslabljenega imunskega odziva pa je lahko bila seveda tudi okužba pogostejša. Recimo med tržaško epidemijo kolere leta 1886 je bila smrtnost pri tistih starejših od 60 let, ki so bili zdravljeni v bolnišnici, kar več kot 80%. Tudi letaliteta glede na predstavnike starostne skupine v populaciji je bila najvišja prav pri starostnikih, kar vidimo recimo na temle grafu. No, če so bili v tistem času otroci prepoznani kot posebej ranljiva skupina, pa starostnikom ni bilo posvečene neke opaznejše pozornosti. Javni diskurs je tako na različne načine poudarjal zaželeno aktivno preprečevanje predvsem bolezni otrok, zlasti jasno v navezavi na cepljenje koz, o katerem smo danes že veliko slišali, tudi v kontekstu kolektivne odgovornosti za zdravje mladega prebivalstva. Ni pa neke aktivne pozornosti se posvečalo blaženju vpliva biološke ranljivosti starejših, pri teh je namreč šlo kvečjemu za neko delno blaženje socialne ranljivosti. No, socialna ranljivost je to pomembno vprašanje. Recimo socialne krize lahko vodijo v zdravstvene krize oziroma je ta potek nekako krožen, približno takole bi lahko to poenostavili. Ob tem je mogoče pogledati načine, kako akutne zdravstvene krize povzročajo, poglabljajo in reproducirajo obstoječe neenakosti v zdravju in socialno ranljivost. Ne samo, da je socialna deprivilegiranost pomemben dejavnik tveganja za razvoj infekcijskih in drugih bolezni, ampak te bolezni, tudi posebej tiste v epidemični obliki, so lahko tudi generator revščine, kar pogosto pomenijo izgubo resursov, naprimer, če gre za smrt osrednjega nosilca prihodka, od katerega je odvisna neka družinska skupnost, potem z raznimi dodatnimi stroški, ki jih epidemija prinese, izgubo imetja in podobno. No, da so take posledice pogosto občutili prav tisti, ki so že prej bili na pragu revščine ali vsaj blizu njega, je pa nenazadnje povezano z medicinskimi dejstvi, recimo s tem, da je dovzetnost za nekatere bolezni tesno povezana s socialnimi okoliščinami. V primeru kolere je to poleg higiene, neurejenih bivalnih razmer tudi neustrezna prehranjenost. Zlasti za bakterije kolere je znano, da se v nekem povsem zdravem črevesju ne naselijo, se pa toliko lažje razmnožujejo v telesu, ki ima predvsem zaradi nezadostne, nekakovostne prehrane zmanjšano kislost želodčne kisline. Torej zmanjšana telesna odpornost zaradi slabe prehrane in neustrezne skrbi za telo običajno vodi v večje tveganje za razvoj bolezni. Vpliva pa tudi na njeno širjenje in končni izid. Seveda to težko posploševati za vse bolezni, vendarle tudi primeri iz drugih epidemij pričajo o dokaj tesni povezavi med socialnim položajem in izidom bolezni. No, v ta krog pa v trenutku krize, ampak tudi pred in po njej, vstopajo še drugi elementi, ki vključujejo soočanje družbe s krizo, recimo zdravstveni sistem, ukrepi, osveščanje in informiranje, hkrati pa tudi sprejemanje ukrepov in ponujenih možnosti. Naprimer, sem sodi odnos do uradne medicine, koriščenje zdravstvene oskrbe, preventivno in kurativno ravnanje ali odsotnost tega. Seveda pa so pri ukrepih pomembni tudi neki dolgoročni mehanizmi, ki zajemajo socialno pomoč v času pred nastopom krize, urejanje ustrezne infrastrukture, ki zmanjšuje bolezensko tveganje, naprimer v smislu higienizacije ali česa podobnega. Kakšen odziv na krize pa je v 19. stoletju ponujal zdravstveni sistem?
Sistem javnih bolnišnic je deloval na način, da je bila hospitalizacija namenjena v prvi vrsti revnim, ti so bili tudi upravičeni do brezplačne bolnišnične oskrbe, ki pa je bila po uvedbi zakona o domicilnosti v 60. letih 19. stoletja na plečih domače oziroma pristojne občine. Za tiste brez potrdila v revščini je bila oskrba plačljiva, vse ostale, ki so to zmogli, lažje ali teže, je pa zdravnik seveda proti plačilu zdravil na domu. Ključen kriterij za hospitalizacijo je bil problem izolacije v primerih epidemij. Na domu namreč ni bila vedno mogoča, zlasti ko je šlo za neka natrpana delavska stanovanja ali kaj podobnega. Seveda pa kapacitete civilnih in tudi pomožnih bolnišnic niso bile zadostne in prvi avstrijski zdravstveni zakon na državni ravni izdan leta 1870 je sicer na novo organiziral celotno javno zdravstveno službo, ampak nekega vidnejšega učinka, razen to, da je ukrepe naložil, izvajanje ukrepov naložil občinam in uzakonil prijavljanje primerov nalezljivih bolezni, in sicer med te so prištevali koze, škarlatinko, davico, tifus, kolero in grižo, ošpice in pa oslovski kašelj. In ker so te bile smatrane za nalezljive, čeprav je bilo to medicinsko znanje še precej pomanjkljivo, je ukrepanje pri teh boleznih bilo tudi podobno in je vključevalo zlasti izolacijo, razkuževanje in podobno. Vendar pa seveda ni bila obvezna prijava vseh nalezljivih bolezni, med temi na primer ni bilo tuberkuloze. Na podlagi tega državnega zdravstvenega zakona so bili izdani posamezni deželni zakoniki, recimo za Istro leta 1874. Seveda, kot rečeno, to ni prineslo neke rešitve problema javnega zdravstva, ki se je med drugim soočalo s pomanjkanjem zdravstvenih delavcev in tudi skeptičnim odnosom do uradne medicine. Kje pa lahko vidimo odnos do medicine v tem času? Takratni pisci so ga recimo argumentirali s podatki o številu otrok, ki naj bi umrli brez vsakršne medicinske asistence. V Trstu naj bi jih na vsakih 100 otrok starih med 0 in 5 let brez stika z zdravnikom umrlo preko 60. Posebno vprašanje pa je seveda bil tudi domet cepljenja otrok proti kozam, ki so ga potem kompenzirali na različne načine. Tudi sicer ostareli naj bi medicinsko pomoč iskali recimo zelo pozno, kar je najbrž vodilo tudi v višjo umrljivost. Seveda pa to ni bilo prisotno samo pri teh starostnih skupinah, ampak tudi pri drugih, zlasti delovno aktivnih skupinah, posebej tistih, ki so sodile nekako znotraj socialno ogrožene, pač med socialno ogrožene. Recimo nekaj kliničnih primerov zapisanih v Trstu leta 1873 kaže na dokaj pozno iskanje medicinske pomoči, se pravi, več mesecev so ljudje bolehali, preden so pravzaprav poiskali medicinsko pomoč. En vidik te problematike je bila gotovo finančna, na podeželju pa tudi fizična dostopnost zdravstvene oskrbe, na drugi strani pa je šlo tudi za odklanjanje uradno medicinskih metod zdravljenja in pomen problematike tega odklonilnega odnosa do medicine je bil strani družbenih avtoritet načeloma prepoznan. Nekako na polu sprejemanja ukrepov so se oblasti obračale na posameznika kot tistega, ki je v bistvu odgovoren za svoje zdravje, ne samo zdravja sebe, ampak tudi svoje skupnosti. Na drugi strani pa je obstajalo tudi zavedanje o družbeno ustvarjenih vplivih na zdravje in tem, kaj lahko družba naredi v tej smeri. Se pravi, reševanje takih zdravstvenih kriz je bilo jasno precej kompleksno. In če zaključim, vsekakor preučevanje zgodovine zdravstvenih kriz narekuje kolikor mogoče celovit pristop, ki bi zaobjel vsa omenjena in tudi seveda druga raziskovalna vprašanja. Je pa to gotovo precejšen raziskovalni izziv, ki nenazadnje zahteva interdisciplinarne, inovativne in kombinirane pristope. Hvala za pozornost.